Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Izjemno sem zadovoljna, da se je danes zbralo tu veliko število strokovnjakov. Poudarek je na strokovnjakih, tako smo zasnovali tudi zdravstveni forum. Ena najbolj pomembnih tem, ki čaka Republiko Slovenijo, je zdravstvena reforma, zato seveda ni naključje, da sem kot prvo temo za predsedničin forum izbrala temo zdravstva. Pozorno sem poslušala vse razprave in iz tega lahko zaključim nekaj čisto preprostih misli, ki so pogled na makro okolje, torej pogled na gozd in ne na posamezno drevo. Če ste pozorno poslušali razpravo, ste lahko zasledili dve pomembni besedi: sodelovanje in nacionalni konsenz. Moja naloga kot naloga predsednice Republike Slovenije je, da poskušam pomagati pri doseganju tega konsenza. Na področju zdravstvene reforme je to izrazito pomembno in potrebno. Več razpravljavcev je poudarilo, da je to reforma, ki ne bo končana v enem mandatu vlade. To ni reforma, ki se jo naredi čez noč. Moja naloga je pomagati pri tem, poskušati poenotiti vse deležnike. Sodelovanje, solidarnost, konsenz, veste, to na koncu, kot sem v svoji zaključni besedi poudarila, vodi do dostojanstva čisto vsakega posameznika, ki potrebuje zdravstven sistem, zato da bo naša družba zdrava in na koncu, če želite, lahko rečem tudi bolj srečna. Morda zveni malce preveč optimistično, ampak iskreno verjamem, da je zdravstveni sistem temelj tega, kar si Slovenija zasluži, in bom na tem mestu tudi končala. Začela sem s tem stavkom, končala sem ga na samem zasedanju, forumu, bom končala tudi svoja uvodna izvajanja. Slovenija si zasluži več. Hvala, gospa predsednica. Minister, izvolite, prosim. Ja, hvala za besedo. Torej, z moje strani delim zelo veliko zadovoljstvo, da je predsednica države izbrala ravno zdravstvo za svoj prvi forum. Ocenjujem, da je bila razprava izjemno kakovostna, izjemno plodna, če lahko temu tako rečem. Poleg dveh besed, ki jih je predsednica že izrekla, torej zaupanje in nacionalni konsenz, moramo priti do točke sodelovanja. Torej, mi moramo najprej v zdravstvenem sistemu najti skupno točko, se poenotiti v celotnem zdravstvenem sistemu, temu se mora prilagoditi politika in potem lahko naredimo zdravstveno reformo ali osebno temu rečem nadgradnjo zdravstvenega sistema. Nas pa mora pri tem voditi samo eno dejstvo. Mi imamo zgodovinsko priložnost, da naš zdravstveni sistem, ki je bil zasnovan leta 1992, nadgrajen potem leta 1993, sedaj nadgradimo v modern zdravstveni sistem, ki bo v središče dejansko postavil pacienta oziroma vsakega prebivalca Slovenije, in ta zdravstveni sistem mora biti zelo moderen v treh točkah. Eno je digitalno, drugo je transparentno in tretjo je javno. To je zdravstveni sistem, ki se ga Slovenija in Slovenci zaslužimo, in strinjal se bom z zaključnimi besedami predsednice. Slovenija in Slovenci si zaslužimo v zdravstvu več, kot imamo danes. Hvala. Hvala, gospod minister. Zdaj je čas za vaše vprašanja. Kot rečeno, dve za gospod predsednico, dva za ministra. Prosim, da se predstavite in pa poveste, komu zastavljate vprašanje. Če zame ni, z veseljem odstopim ministru, ker je vendarle, kakorkoli se boste odločili, bo zame prav. Domena Delesta, jaz bi vprašal gospoda ministra, kaj bo drugače po današnjem forumu, kako drugače bo potekalo to usklajevanje med deležniki, iskanje konsenza, k čemu je prispeval zdaj ta današnji predsednični forum prvi? Jaz si želim, da bo v bistvu še več sodelovanja, še več usklajevanja različnih mnenj. Osebno smatram, da smo vsi, ki smo bili danes tukaj, zaznali samo eno stvar. Torej, potrebujemo spremembe, potrebujemo nekaj boljšega. Kako vidimo pot, je seveda različno, ampak vsi stremimo k skupnemu cilju. In sam si želim, da bi ta forum prispeval, da tudi če vidimo drugačno pot,
da se vsi zavedamo, da moramo priti do skupnega cilja z sodelovanjem, z zaupanjem in z nacionalnim konsenzom vseh deležnikov v zdravstvu. Tako da z tega vidika, glede na to, da je to predsednični forum, da smo na najvišjem državnem nivoju, da so bili udeleženci res vsi iz zdravstvenega sistema, sem prepričan, da nam bo lažje. Ne bo, bom rekel, bistveno lažje, bo pa lažje in je to en delček v tem mozaiku, kako sestaviti skupno sliko. A morda lahko tukaj samo dodam en stavek. Tisto, kar sem si jaz osebno želela od tega foruma, je sledeče. Da bi skozi razpravo vendarle prepoznali, kje pa so še naše rezerve glede na obstoječi sistem. Mi smo slišali kar nekaj pomembnih in potrebnih poudarkov. Mislim, da se bova tukaj z ministrom strinjala, da je digitalizacija tista, ki lahko na osnovi obdelave kakovostnih podatkov pove, kje so rezerve znotraj obstoječega sistema. Tu je zalog še precej. Luka Renko je iz sledilnika lepo upozoril, kako odprtost podatkov lahko pomaga do kakovostne analitike. Skratka, čakalne vrste, delovna obremenitev zdravnikov, tu so zagotovo rezerve in če govorimo o rezervah znotraj zdravstvenega sistema, je te verjetno lažje in hitreje implementirati, kot iti v neko novo korenito reformo, ki pa brez dvoma seveda tudi je potrebna. Luka Mlakar, večer. Najprej bi za predsednico mogoče lahko tudi minister odgovori. Meni ni čisto jasno, mogoče zdaj ta razprava se je končala, bo tukaj v nadaljevanju, ne vem, ko bodo še poslali, se pravi, tisti, ki so sodelovali v razpravi svoje pripombe, bo tukaj sprejet kak sklep, kako priporočilo, da bo potem, ne vem, ekipa na ministrstvu ali na strateškem svetu lahko te pripombe naprej upoštevala pri, ne vem, snovanju zakonodaje in tako naprej. Kako ste se to zamislili? Bo tukaj kak bolj konkreten, otipljiv izkupiček tega foruma? To je bil namen tega foruma. Zbrati informacije, zbrati ideje, vizije najboljših strokovnjakov, kar jih Slovenija premore na področju zdravstva. Sama sem se zavezala, da forum ne bo končan danes tukaj s tiskovno konferenco. Dva poročevalca sta vestno beležila vse, kar se je na forumu izreklo. V uradu predsednice republike bomo pripravili poročilo, ki ga bom seveda poslala ministru za zdravje. Minister že ve za to in se tega poročila veseli. Upam, da ga bo z veseljem seveda tudi prebral in vzel iz tega poročila tisto, kar bo njemu pomagalo pri sami reformi. Skratka, ta korak številka 2 je neizmerno nujen in potreben in če bo potrebno, napovedala sem, da bi rada obiskala tudi največje zdravstvene institucije v državi, bom naredila še en krog posvetov, pridobila določene informacije in jih seveda posredovala naprej izvršilni veji oblasti. Moja naloga kasneje seveda tudi bo, da čez 3, 4, 5 mesecev obrnem telefon, se z ministrom dobiva na kavo, da mi pove, kaj je izluščil iz tega, kaj je za njega uporabno in bom pomagala pri teh idejah, ki jih bo povzel iz tega foruma še naprej. Če lahko jaz dopolnim predsednico, no. Drži, torej, ko bomo dokument prejeli na ministrstvo, ko bomo obravnavali, bo tudi javen dokument, ker je to edino prav, ker je to digitalno in transparentno, če rečem, ampak hec na stran, torej s predsednico se bova dobila prej. Mi, ko bomo dokument prejeli, bomo rekli, to je že narejeno, po tej poti gremo, to še moramo. In osebno mislim, da je, ko gremo na tej poti, najmanj enkrat mesečno, če je nekdo naredil tak forum, spiše dokument, potrebno kot izvršna veja oblasti pokazati, kaj smo naredili, kaj je možno in kaj gre lahko skozi parlament. Zakonodajne spremembe morajo iti skozi parlament, pripravljamo jih na ministrstvu, konsens med vsemi deležniki v zdravstvu, pa tudi med politiko, ker nacionalni konsens pomeni tako desni kot levi se morajo srečati na sredini in to zadevo moramo spraviti skozi parlament, da bo prišlo do zakonodajnih sprememb, ki bodo izboljšale naš zdravstveni sistem. Luka, si želel še...
Samo to bi vas prosil, če lahko, sicer je urad že včeraj komentiral, ampak dejstvo, da ni bilo civilne iniciative Glas ljudstva, kako to komentirate, gospoda Kevra pa ostale, ki pač aktivno sodelujejo pri tej pripravi različnih predlogov za zdravstveno reformo? Jaz sem neizmerno vesela, da se je velika, ampak res velika večina strokovnjakov odzvala mojemu povabilu. Povabilo je dobil tudi dr. Keber, zakaj ni prišel, morate vprašati njega, vabljen je bil. Ampak še enkrat poudarjam, šlo je za strokovni forum, tu se je zbrala stroka.